Lep pozdrav na našem odprtem predavanju. Tudi sicer naša fakulteta oziroma smer, s katere prihaja matematika v ekonomiji in financah, naredi enkrat ali pa dvakrat letno odprto predavanje o temah, ki so zelo aktualne in pa o temah, za katere pravzaprav ocenimo, da mogoče niso dovolj jasno razložene v javnem prostoru. Tako smo lani delali zgodbo, torej predavanje zgodbe o šortanju delnice GameStop, kjer smo v neki zgodbi povedali zelo veliko ene ekonomske in finančne teorije. Danes je tema še kako aktualna, in sicer sankcije proti Ruski federaciji, sankcije vezane na invazijo Ruske federacije na Ukrajino. Obdelala bo pa seveda z zelo ekonomskega vidika, pri tem se bom pač potrudil, da bom neke relativno slabo ali pa nedosledno razložene ekonomske koncepte v javnem prostoru poskušal malo bolj logično in bolj poljudnem jeziku razložiti. Ideja je sledeča: predavanje bi trajalo nekje okoli 35 do 40 minut. Na koncu, kot je Ana rekla, so možna in zaželjena vprašanja. Vendar pa, če se vam zdi, da smo na neki točki v teh predavanjih, ko bi mogoče potrebovali neko bolj podrobno razložitev ali pa da mogoče kaj ni jasno, se pa vendarle kar oglasite, prekinite, kajti to lahko samo izboljša razumevanje teme, ki jo imamo danes na voljo. Zdaj, prva reč, ki bi jo rad delil z vami, je seveda pregled sankcij. Čisto na hitro, zato da vemo, o čemu govorimo, čeprav mislim, da nam je kar jasno, kakšne so sankcije. Pomembno je zaradi tega, ker, kot veste, so to najmočnejše sankcije, kot so kadarkoli bile sprožene pod katerikoli državi. Prva sankcija je zamrznitev deviznih rezerv centralne banke in sredstev ruskih bank v tujini. Izločitev ruskih bank iz SWIFT sistema, mednarodnega plačilnega prometa, digitaliziranega prometa. Izločitev iz finančnih trgov, primarno Velike Britanije in ZDA, kjer ruski pravni subjekti ne morejo več pridobiti ne dolžniških sredstev v obliki obveznic, niti finančnih sredstev v obliki lastniškega kapitala, torej delnic. Naslednja je zamrznitev premoženja pravnih in fizičnih oseb iz Ruske federacije, omejitev luksuznih dobrin, omejitev na trgih nafte in plina, predvsem takojšnje s strani ZDA in Velike Britanije. No, jaz se bom osredotočil na prve tri sankcije, ki so mogoče najslabše pojasnjene, so pa izjemne, enostavno so izjemne. Pri četrti sankciji, zamrznitev premoženja pravnih in fizičnih oseb, bi dodal samo en element, ki mogoče ni izpostavljen, zakaj pravzaprav se preganja z sankcijami zamrznitve premoženja tako imenovane ruske oligarhe, Putinove oligarhe, ožji krog oligarhov in silovikov. Namreč ne gre za to, da bi kaznovali neko bogatenje, kriminalno delovanje te ekipe, ampak za razumevanje, kako ruska politika dejansko deluje, kako upravljanje z državo in samim finančnim sistemom v tej državi deluje. Namreč te oligarhi sežejo tja, kamor uradna politika ne more seči, in ravno zaradi tega se poskuša prerezati njihove lovke. Recimo leta 2014, ko je Ruska federacija zavzela Krim,
so bile pod sankcijami vse banke, ki bi delovale na področju Krima. Zato tja največje banke niso vstopile, ne Sberbanka, ne VTB banka, ne Promsavjaz banka. Namesto tega je vstopil ruski oligarh, ki je investicijski bankir in je deloval kot proksi ruskega bančnega sistema na Krimu. Ravno tako je rusko podjetje Wagner, dobro veste, gre za podjetje, ki zagotavlja vojaške storitve, bilo tisto, ki je delovalo namesto ruske vojske v dveh secesionističnih regijah v Ukrajini, tako imenovanem Luhanskem in Donetskem. In tudi to podjetje Wagner je potem pristalo na listi sankcij, na embargo listi in listi za zamrznitev premoženja. Če veste, verjetno veste za enega večjih oligarhov v Ruski federaciji, to je Oleg Deripaska, kralj aluminija. On je posebni odposlanec Vladimirja Putina v državah, ki so tudi pod mednarodnimi sankcijami in s katerimi ima Rusija po naravi omejeno institucionalno povezavo, gre za Venezuelo, Kubo in podobne države. Se pravi, to zamrznitev premoženja oligarhov in Putinove najožje ekipe, torej ni nekakšna pravica zahodnih držav, ampak je poskus prekinitve neformalnih kontaktov in proksi podjetij ter proksi finančnih skladov, da delujejo na ozemljih, ki jih zaseda v agresiji Ruska federacija. Pejmo na hitro še čez osnovne kazalnike, kaj pravzaprav sta sprožila v ruski ekonomiji dva procesa, in sicer sama invazija in potem seveda še sankcije. Na tej sliki je vrednost rublja glede na ameriški dolar. Zdaj, ameriški dolar sem dal namenoma zaradi tega, ker je dobršen del ruskega dolga nominiran v ameriškem dolarju, ker je večino dolžniškega in lastniškega kapitala ruskih pravnih podjetij nominiranih v ameriškem dolarju in dobršen del trgovin, mednarodne trgovine tudi v ameriškem dolarju. Tisto, kar vidimo je, kar seveda poznamo, da je nekje od začetka februarja do danes z blažjimi korekcijami vrednost ruskega rublja padla. Spravi, treba je bilo vse več rubljev odšteti za $1. Posledica česa je to, seveda nezaupanja, da bi kjerkoli premoženje nominirano v rubljih ohranilo svojo vrednost v času vojaške agresije. Povedano drugače, trg se je poskusil čim bolj znebiti ruskega rublja, ki je bil povezan z visokim sistemskim tveganjem, ki ga prinašajo vojne. Posledično smo videli naslednjo zadevo na bančnem trgu. Obrestna mera Ruske centralne banke je izjemno narasla. Veste, da je skočila v februarju iz 9,5% na 20%. To pomeni seveda izjemno drago zadolževanje ruskih pravnih subjektov v ruskem bančnem sistemu. Ampak ta dva grafa skupaj govorita eno zgodbo, ki jo poznamo v ekonomski teoriji kot povezavo med domačo obrestno mero in razvrednotenje vrednosti domače valute glede na tujo valuto ali tako imenovano depreciacijo. Namreč, če držite rublje in te rublji izgubljajo svojo vrednost, zato ker jih vsi odprodajajo, potem je logično, da mora centralna banka dvigniti obrestno mero na rubljsko premoženje.
Zamišljite si, da imate depozit v rubljih, kupujete pa dobrine v dolarjih. Če vrednost rublja na dolar pade, potem boste kupili vse manj dolarskega blaga. In na temu depozitu, zaradi te devalvacije, padca vrednosti rublja, hočete potem seveda višjo obrestno mero, ki vam potem nadoknadi to, kar ste izgubili z samim padcem vrednosti valute. Tole so druge posledice, in sicer gre za bonitetne ocene mednarodnih agencij, Fitch, Moody's in Standard & Poor's, o tem, kako močna, kako dobra je ruska ekonomija. Velja, da so ocene, tole je drugi stolpec, ki se imenuje rating, da so ocene razvrščene od A do D, pri čemer A velja za najbolj stabilne ekonomije, C in D pa veljajo za najmanj stabilne ekonomije. Marčevske ocene za rusko ekonomijo so seveda izjemno slabe. To seveda pomeni nekaj drugega. Ta informacija je pomembna zato, da se ugotovi, kakšna je pravzaprav kvaliteta ruskega dolga. Kvaliteta v tem smislu, da poskusimo ugotoviti, ali je Rusija kot kreditojemalec tudi nekdo, ki je sposoben odplačati svoj dolg. To vprašanje ni nesmiselno. Danes je bilo v slovenskih medijih odprto vprašanje plačila 177 milijonov evrov vrednih kuponov na ruske obveznice z velikim vprašanjem, ali bojo to izplačali. Tudi bilo je neodgovorjeno. Zadeva je še malo hujša. V letu 2020 pride do zapadlosti 100 milijard ameriških dolarjev ruskega dolga nominiranega v dolarjih in izdanega v obliki ruskih obveznic. Ampak zdaj samo pregledujemo, kaj se dogaja, korak naprej bomo pojasnili še kanale in mehanizme. Tole je donos na 10-letne ruske državne obveznice, ki je tudi v času krize izjemno narastel. Tukaj se mi zdi, da moram kakšno besedo povedati več, ker kaj so donosi na obveznice in kaj so državne obveznice, namreč dostikrat v slovenski javnosti ni čisto jasno. Država se financira tako, da izda obveznice. Recimo imamo državo X, ki potrebuje 100 evrov. Država X napiše na list papirja, ki ga imenujemo obveznica, da je ta papir vreden 100 evrov in da bo čez 5 ali pa 10 let izplačan imetniku, ki bo ta papir imel. To je pravzaprav dolg. In ta dolg Rusija proda na aukciji. To izgleda tako, imamo list, na njemu piše 100 evrov bo prinositelj dobil čez 10 let in začne se prodajati, kdo ponudi 95, kdo ponudi 92, kdo ponudi 90 ali pa še manj. Kar pomeni, nominalno izdate 100 evrov, nekdo pa potem kupi ta papir za 90 evrov, čez 10 let mu vrnete glavnico 100 evrov. Procentualna razlika med 90 in 100 evri, 10% je pa tako imenovan donos. Obveznica običajno prinaša še kupon, ki je nagrada za imetnika obveznice in mu daje pravico do pridobitve obročne nagrade v obliki kupona. Ko še ta kupon prištejemo na procentualno razliko med prodajno ceno obveznice in končno glavnico, dobite celoten donos. Zdaj pa velja sledeče. Bolj kot je ekonomija tvegana, nižjo ceno doseže dolg te ekonomije na aukciji. In nižja je cena tega dolga,
višji je zahtevan donos. Višja tveganja pomenijo višje zahtevane donose. Trenutno je cena 100 evrov ruskega dolga 80 evrov, torej zahtevan je 20% donos. Na okol govorim, se razumete, zakaj gre. Seveda, nižja je dosežena cena na trgu obveznice, težje je državno financiranje, ker potem je treba še nekje dobiti dodatne enote. Tole je gibanje borznega indeksa, moskovskega borznega indeksa MOEX, dokler je bilo trgovanje še mogoče, zdaj je borza zaprta. Kot vidite, je cena borznega indeksa zelo padla. Razlog je preprost. Vsi, ki so imeli v rubljih nominirane delnice ruskih podjetij, so to enostavno prodajali. Zakaj so prodajali? Razloga sta dva. Prvič, ker so bile delnice nominirane v rubljih, je bila vrednost teh delnic, če bi z njim kupovali na dolarskem območju, vse manjša. In ta drugič, seveda, iz delnic iz ruskih delnic se je začel kapital premikati nekam drugam v bolj varne naložbe. Tole je ena zanimivost, ki jo bomo pol uvedli v zgodbo, in sicer gre za ruske zlate rezerve. Rusi so v zadnjih 10-15 letih kopičili zaloge zlata, torej po trenutni tržni ceni so njihove zaloge vredne 130 milijard evrov. In to je eden izmed elementov, ki jim omogoča manevrski prostor v nevtralizaciji sankcij. Ok, gremo na prvo zadevo. Zamrznitev rezerv centralne banke Ruske federacije. Zdaj, kot prvo, zakaj je pomembno, da ima centralna banka rezerve v tujih valutah? Odgovor je zelo enostaven. Če izdajo dolarsko obveznico, da financirajo delovanje svoje države, potem morajo izplačati imetnike teh obveznosti, ko obveznica zapade, seveda v dolarjih. Drugo je, država, torej centralna banka, mora imeti zalogo tujih valut, zaradi tega, da omogoča svojemu ekonomskemu sistemu pridobivati te valute, s katerimi se potem tudi financira mednarodna trgovina. In seveda tretje je, centralna banka mora imeti dovolj veliko količino valut v svoji posesti, da uravnava razmerje med domačo in tujo valuto. Če vrednost domače valute pade, potem tipično centralna banka odkupi domačo valuto in da v tok tujo valuto. In ravno obratno v primeru, ko vrednost domače valute naraste. Teh 470 milijard evrov v tuji valuti je večinoma nominirano v evrih in dolarjih. In to so sredstva, ki so na voljo centralni banki, da izvaja normalno ekonomsko monetarno politiko in s tem omogoča, da je bančni sistem živ in seveda, da odplačuje svoje dolgove. Zdaj, ruski problem je nastal, ko se je izjemno skrčila ta vsota, in sicer 53% sredstev je zamrznenih. Seveda, poslovanje je še vedno možno med kitajsko valuto in rusko valuto, kar pa seveda ne rešuje kaj dosti problema centralne banke. Zdaj, ker je bilo
kjer je bil bančni sistem, ruski bančni sistem odrezan od svetovnega bančnega sistema, so ruske banke ostale brez možnosti pridobivanja tujih valut. Se pravi, ostala jim je edina možnost ruska centralna banka, katere devizne rezerve so se pa prelomile. In kaj je to povzročilo? To je povzročilo ogromen pritisk na rusko centralno banko strani poslovnih bank, da naj jim one zagotovijo tuje valute, kar je še dodatno skrčalo rezerve centralne banke. Zdaj, če centralna banka ne more reagirati na trgu deviznih tečajev, če ima premalo tuje valute, da bi z njo odkupovala domačo valuto in domači valuti večala vrednost, ker tisto, kar umikamo s trga, česar količino zmanjšujemo, cena narašča. Posledica je bila padanje vrednosti rublja, ki smo jo pokazali. Zdaj, to padanje vrednosti rublja pa seveda pomeni, da čisto navadni ljudje, ki imajo rubelj v žepu, morajo vse več rubljev odštevati za dobrine, ki se uvažajo iz tujine in ki so nominirane v tujih valutah. To pomeni, da začnejo cene v ekonomiji naraščati in da dobivate precej močno inflacijo, ki pa pomeni razveljavljanje vrednosti realnih prihodkov prebivalstva. Drugo pa je, ko se začne ta proces, da je vaša domača valuta podvržena inflaciji, boste poskušali domačo valuto čim prej zamenjati v stabilno tujo valuto, kar pa pomeni, da bojo se vsi poskušali rešiti domače valute in vrednost domače valute bo dodatno padla. Zdaj, če država nima dovolj valutnih rezerv, tudi ne more izplačati dolga. Recimo, izdali smo obveznico za 100 evrov, jo prodali na svetovnem trgu, zdaj pa prišel trenutek zapadlosti in tisti, ki so obveznico kupili, hočejo, da jim izplačamo 100 evrov. Mi pa 100 evrov nimamo, zato ker nimamo več deviznih rezerv. Kaj se potem zgodi? To se je začelo dogajati. Teh 177 milijonov evrov kuponov, ki bi jih mogli do danes vrniti, ni bilo vrnenih. Odgovor vrha ruske politike je bil: izplačali vas bomo v rublih. Vendar pa te obveznice nimajo klavzule, po katerih bi lahko izplačali imetnike obveznice v rublih. Kar pomeni, da smo zdaj v fazi 30-dnevnega grace perioda. To pomeni, da ima Ruska federacija na voljo 30 dni, da najde 177 milijonov dolarjev, ki jih izplača imetnikom obveznic. Kaj se zgodi, če ne izplača? Če ne izplača, pride do tako imenovanega defaulta. To pomeni, da ruska država svojih obveznosti ni več sposobna poravnati. In začne se delati problem po mednarodnih finančnih trgih, kjer enostavno postane jasno, da imate opravka z nekom, ki svojega dolga ne more izplačati, prav neke stečajne mase, tako v obliki podjetja, pa nimate, da bi se ven iz tega uplačali. Kaj se zgodi potem s takimi obveznicami, ki so neizplačane? Tipično se začnejo te obveznice prodajati naprej. Če, na primer, smo gledali eden izmed prejšnjih slajdov, ki je kazal, da je donos na ruske obveznice 20%, kar recimo rečemo, da nekaj, kar je bila glavnica 100 evrov, se zdaj prodaja po 80 evrov. To pomeni, da bojo imetniki obveznice rekli: zdaj, Rusi nam ne bojo nič plačali, dajmo pogledati, če najdemo koga, ki bo kupil to obveznico za 80 evrov in manj. In začnejo na trgu ponujati obveznico in rečejo: ok, jaz sem jo kupil za 80, verjetnost je velika, da to ne bo izplačana, ali mi plačaš 20 evrov.
in mene izplačaš, ti pa poskušaš naprej srečo z svojimi obveznicami. In ponovadi se to zgodi. Enako se je dogajalo, ko je razpadla Socialistična federativna republika Jugoslavija in se je dolg Jugoslavije prodajal 10 centov za $1. Vedno boste najdeli nekoga, ki bo to kupil, zaradi tega, ker na dolgi rok, ko se zadeve umirijo, bo izplačan, vprašanje je samo, koliko dolgi rok traja. Zdaj, problem, ki je nastopil, je, da nihče ne bo kupil teh obveznic. Edini, ki lahko kupijo te obveznic, namreč sankcije so tukaj, nihče ne sodeluje več z Rusko federacijo. In tudi, če jaz hočem kupiti ruske obveznice, bom mogel uporabiti na koncu dneva SWIFT. To pa ne bo zelo enostavna naloga. In edini, ki lahko to kupijo, so pravzaprav Kitajci. In kot bomo na koncu pokazali, Kitajci niso tisti, ki bi to kupili. Drug problem z zamrznitvijo rezerv centralne banke je pa, da poslovne banke ne prihajajo do deviz, s katerimi bi lahko dajale kredite, za katerimi bi podjetja seveda uvažala najrazličnejše dobrine. V Rusiji je večino uvoza potrošne dobrine pa investicijska oprema. Zdaj, če teh deviz ni, potem jih mora nekako centralna banka zagotoviti, da vzpostavi stabilnost v finančnem sistemu. Zdaj, v zadnjem tednu februarja se je pokazalo, da je problem zelo velik. Ruska centralna banka je namreč mogla v ruski bančni sistem vrči za 3,6% BDP-ja sredstev, zato da je finančni sistem lahko stabilizirala. Kar je pošasten podatek in kaže, da tiste devizne rezerve, ki jih Rusija še ima na voljo, zelo hitro kopnijo. Gremo dalje. Zdaj, kje nastane problem, če izločimo ruske banke iz SWIFT-a, če smo jih, in zamrznili njihova sredstva. Zdaj, banke posredujejo seveda plačilni promet po svetu. In če ste vi mednarodno podjetje in hočete trgovati preko Atlantika, potem rabite na drugi strani Atlantika eno banko, ki bo omogočila financiranje tega trgovanja, nakup, prodajo, karkoli pač že imate v mislih. In čisto toliko, kakšen je obseg tega. Ruske finančne institucije so, dokler niso bile odrezane od tega sistema, izvedle dnevno okoli 46 milijard ameriških dolarjev transakcij v tuji valuti. In večino tega je seveda trgovanje na zahodnoevropskih trgih, ki predstavlja tudi približno 80% celotnega ruskega trgovanja. 80% teh transakcij je bilo seveda v ameriških dolarjih, primarno sta bila izvajalca teh transakcij Sberbanka in VTB banka. Obe dve seveda državni banki. Zdaj, prva zadeva, ki se vam zgodi, je, da se zmanjša likvidnost, če prekinete SWIFT sistem. Kaj to pomeni? To je bil primer v Sloveniji in slovenske Sberbanke. Zdaj, lastnik banke mora banki zagotavljati dnevno likvidnost, kar seveda pomeni, da poenostavljeno povedano, da imate dovolj denarja, da dnevno poslujete. Namreč imate neke svoje obveznosti, ki jih morate poravnati, dobaviteljem recimo, imate pa neke terjatve do kupcev, ki morajo račun še plačati. In nastane problem, če račun še ni plačan, obveznost pa že morate plačati. In to je problem likvidnosti. V tem vmesnem času morate imeti neka sredstva, da obveznost poravnate, potem se vam pa prilije sredstvo izplačanega računa in potem lahko normalno delujete naprej. Zdaj, če je SWIFT prekinjen, centralna lastnik
ruske banke ne more zagotavljati likvidnih sredstev v bankah, ki so v tujini, naprimer Sberbanki v Sloveniji. To pomeni, da tehnično bi lahko šli vsi na bankomat, dvignili denar, ruska Sberbanka bi ostala nelikvidna in bi enostavno šla v stečaj. In seveda, to pa ne velja zdaj samo za podružnice ruskih bank v tujini, ampak tudi ruske banke v Rusiji, ker likvidnost uravnavate tako, da lastnik da obveznico banki, ki ima obveznico s zelo kratko ročnostjo, banka to obveznico proda in sredstva za likvidnost dobi, likvidnost uravna. Če zdaj tega ni, nastane ogromen pritisk na centralno banko, da naj centralna banka to zagotavlja. Koliko časa bo centralna banka to lahko zagotavljala? Dokler ima devizne rezerve in dovolj kakovostne obveznice v portfelju, da to omogoča. Potem drug problem je pritisk na uvoz potrošnih dobrin in inflacijo. Če ste povezali ruske banke iz mednarodnega finančnega sistema, potem je zelo težko kupiti, če ste v Rusiji, v tujini, zelo težko kupiti kakršnokoli dobrino, jo v Rusijo uvoziti in na ruskem trgu prodati. Enostavno ne morete, ker ta povezava plačilnega prometa več ne deluje. Seveda, če niste v SWIFT sistemu, mednarodni plačilni promet še vedno lahko deluje preko različnih obvodov, traja pa to zelo dolgo, pa zelo drago je. Posledično, če nekdo v Rusiji hoče uvoziti evropski izdelek in ga prodati na ruskem trgu, bo to počakal malo dlje časa, pa uvoz bo lahko izvedel po precej višji ceni in konec koncev bo to dal po višji ceni na trg. In zdaj, glede na to, da Rusija potrošne dobrine izvaja, pa uvaža pa investicijske dobrine, bojo se cene pač enostavno povišale in to vam bo dodatno zagnalo problem z inflacijo. Ruski problem je še malo hujš. Ni edini problem, da centralna banka ne more že več na srednji rok zagotavljati finančne stabilnosti ekonomije iz povedanih razlogov. Refinanciranje dolga države, stabilnost v bančnem sistemu, ampak ima še neko večjo težavo, ker so banke izločene iz bančnega sistema, ker je onemogočeno pridobivanje dolžniških in lastniških sredstev na najbolj likvidnih in največjih borzah, torej v ZDA in Veliki Britaniji, mora ob zaprtju moskovske borze, mora ruska centralna banka nadoknaditi še ta kapital. To bo zdaj resen problem. Zakaj je resen problem? Če hočete v ekonomiji investirati, potem rabite dobiti neka sredstva. Ali izdate delnice, pa dobite tako lastniški kapital, ali pa izdate obveznice, pa dobite dolžniški kapital, ali pa greste v banko po kredit. Zdaj, če nič od tega ne morete dobiti, najprej zrežete investicije, potem začnete rezati stroške, naslednja zadeva je seveda stečaj. In najprej v posledicah glede na ruski dolg. Tukaj veljajo neke zelo čudne ideje o tem, kaj ta ruski dolg je. Leta 2013, pred aneksijo Krima, je bil ruski dolg 729 milijard ameriških dolarjev. Do leta 2020 je ta dolg padel na 470 milijard ameriških dolarjev ali 18% bruto domačega proizvoda. To je izjemno nizek dolg. Če veste, da je v Sloveniji dolg se suče okoli 75% bruto domačega proizvoda. Tipična interpretacija tega podatka je, da je Rusija blago zadolžena država.
To pa ni prava interpretacija tega podatka. Prvič po letu 2014 je prišlo do prvih sankcij in ruska podjetja in ruska država so dobili težavo prodajati obveznice in dvigovati dolg v tujini. Kar je pripeljalo do tega, da dejansko ruska država, ne da je pol postala suverena pa neodvisna od tujine, kot gre neka ekonomsko-politična strategija, ki jo je Putin predstavil že v drugi polovici 90-ih let, ampak enostavno zmanjka denarja za investicije. In v ruski ekonomiji se je to še kako poznalo. Ruske investicije so se izjemno zmanjšale v obdobju od 2014 do 2020. Izpada je bilo pravzaprav skoraj za 700 milijard ameriških dolarjev, kar se je poznalo na zelo šibki gospodarski rasti Ruske federacije. Namreč nekdo, ki ne investira, ima na dolgi rok velike težave, kajti njegovi konkurenti vendarle investirajo. Sam dolg države je 66 milijard ameriških dolarjev, tega 21 milijard v dolarjih, 44 milijard v rubljih, 1 milijardo v drugih valutah. Če bi teh 21 milijard še lahko iz deviznih rezerv nekako pridobili, kar pa pomeni, da bi po drugi strani izstradali bančni sistem, pa ne morejo več pridobiti dolarjev pa evrov za sledeče dve postavki, ki pa kažeta na največji del strukture ruskega dolga, in to je 72,5 milijard bančnih obveznic, se pravi namenjenih za financiranje ruskega bančnega sistema. Tega enostavno ni možno dobiti toliko dolarjev več v tem trenutku, pa 318,5 milijard dolarjev, ki so jih izdala ruska podjetja. Ruska podjetja imajo še malo večjo težavo, namreč nekateri zahodni lastniki, recimo Exxon, British Petroleum, so izstopili iz večjih ruskih podjetij, kar pomeni, da je lastniškega kapitala ni več. Ne morejo ta ruska podjetja iti na borze dvigati kapitala, hkrati imajo pa za izplačati obveznice v naslednjih letih, dolarjev pa ni. Lahko bi šli po dolarje na banko, pa bi šle banke potem po dolarje na centralno banko, ampak kot povedam prej, centralna banka is running out on dollars, zmanjkuje jim dolarjev, kar pomeni, da se vam dela default po celotni ekonomiji, od države do podjetij. Zdaj bomo pogledali, kako se zadeva pa zlom. Tole je ena in edina formula, ki vam jo bom pokazal. Tale formula je tako znamenita prva formula, ki jo pokažemo na poslovnih financah, ta prvič, ko pridejo študentje na poslovne finance. Imenuje se weighted average cost of capital. Potehtani povprečni stroški kapitala. In pokažejo, kako se financira, kako svojo investicijo financira podjetje. Zdaj, tele dve omegi sta uteži. Uteži česa? Koliko imate dolga v financiranju investicije, pa koliko imate lastniškega kapitala v financiranju investicije. Kar je odvisno od strukture kapitala, ki jo imate v podjetju. LD je strošek dolga, se pravi tipično obveznic, in RS je strošek lastniškega kapitala, delnic. Zdaj velja, da je, če je ta potehtan povprečni strošek kapitala večji od donosa na investicijo, potem se investicija ne splača. Če pa je potehtan povprečen strošek kapitala manjši od donosa na investicijo, potem pa investiramo. Se pravi, čisto klasično strošek proti donosu na investicijo, ki jo imamo pred sabo. Zdaj, recimo, da so ruska podjetja do februarja 2022 investirala. Okay?
in so rekla, ok, 100 evrov bomo vložili v to in to investicijo, dobili bomo ven na koncu donos 10 evrov, 10% donos imamo. Potem pa so se začeli njihovi stroški spreminjati. Kako? Najprej je strošek pridobivanja dolžniškega kapitala narastel. Zakaj je narastel? Pojdimo čez celo zgodbo. Rubelj je padel, ker nihče ni imel več zaupanja, da bi držal svoje premoženje v rublih, torej v valuti države, ki je v vojni, ker bo ekonomsko tveganje v tej državi naraslo in tudi je. Posledično se je povečala obrestna mera v ruskem bančnem sistemu. S to obrestno mero pa je povezana druga oblika dolžniškega financiranja, izdaja obveznic. In ko vam zraste obrestna mera v bančnem sistemu, vam zraste zahtevan donos na izdane obveznice. Kaj pa je zahtevan donos na izdane obveznice? To je zame, ki kupam obveznico za tistega, ki jo izda, to je v tem primeru podjetje, pa je strošek, torej rusko podjetje bo prodalo obveznico z glavnico 100 po ceni 80. Strošek je narastel ravno tako kot pri državi. Potem imamo ta drug element, donos na lastniški kapital. Zdaj, donos na lastniški kapital ponavadi, grem na borzo, izdam delnice, jih prodam, dobim lastniški kapital in s tem financiram investicijo. Zdaj pa v Rusiji pa tako. Dve glavni borzi, Velika Britanija pa ZDA, sta enostavno se zaprli za ruske pravne osebe, ki bi tam izdajale delnice. Jih ne morejo izdati. Ruska borza je zaprta. Lastniškega kapitala ne moreš tam izdati. Tuja podjetja so se umaknila iz Rusije, lastniškega kapitala je začelo zmanjkovati. Kakršnokoli obliko lastniškega kapitala bi kdo zdaj izdal, nominirano v rublih, pazite, ki izgublja vrednost, bi bila ta cifra ekstremna. Kar zdaj pomeni, da strošek dolga naraste, strošek lastniškega kapitala, če sploh še obstaja, tudi naraste, potehtan strošek kapitala naraste, ob nespremenjenemu donosu na investicijo, investicije naenkrat postanejo nedonosne in začnejo propadati. Nihče več nima namena v taki ekonomiji investirati. Ko investicije v ekonomiji ni, ekonomija začne izginjati. Za aproksimacijo pogledamo bistveno manjši dogodek, sankcije zaradi aneksije Krima. Te so, vemo, povzročile približno 5 milijardni letni strošek na ruskem bruto domačem proizvodu, ampak krčenje investicij v letu 2014-2020 je bilo pa za 648 milijard dolarjev, kar je 34% oziroma tretjina bruto domačega proizvoda v letu 2019. Zdaj se sproži višja cirkel. Višja cirkel je pa seveda ta, da manj imate investicij, manj raste BDP, manj davkov boste pobrali, manj davkov boste prodali, težji boste financirali svoj državni dolg, nominiran v rublih. Zdaj pa v dolarjih pa v evrih že ne morete, zaradi zmanjšanja investicij in ohlajanja ekonomske aktivnosti, pa še državni dolg nominiran v rublih več ne morete prodajati. In niti podjetja ga ne morejo prodajati. Napoved je, da se bojo investicije letos krčile za 30 do 50 milijard ameriških dolarjev, kar je precej velik, ampak verjetno zna biti končna cifra še hujša, ker so prve napovedi, da se zna skrčiti bruto domači proizvod v Ruski federaciji nekje za tretjino. Zdaj, neka podjetja v Rusiji imajo še malo večjo težavo, in sicer hkrati imajo banke in te banke jih večinsko financirajo, banke jih pa več ne morejo financirati, ker so porinjene iz sistema, gre za Gazprom pa Gazprom banko.
Zdaj, tisto, kar lahko pričakujemo, je, da se kmalu začnejo problemi. Nekaj časa bo Rusija dolarje še dobivala, ker Rusija pač izvaža nafto. Ko za to nafto dobi dolarje, grejo te dolarji na rezervni sklad Ministrstva za finance v Rusiji, ko centralna banka potrebuje te dolarje, z rublji kupi dolarje od Ministrstva za finance in potem v dolarjih izplačuje svoje obveznosti. Ta igrica ne more iti dolg časa, zaradi dveh razlogov. Prvič zaradi tega, ker vrednost rublja pada in vrednost rublja bo še bolj padala, ko bojo prebivalci razumeli, kar že razumejo, da je rubelj nič vredna valuta in da je dejansko potrebno imeti neko tujo valuto, ki bo bolj stabilna. Nekaj takega smo imeli v Jugoslaviji, ko smo vsi odrivali dinarje in začeli dolarje, nemške marke kupovati, ker je bila to stabilna valuta. Problem je prišel že toliko daleč, da bojo ruski izvozniki morajo 80% vseh svojih valut zdaj praktično vstopati centralni banki. To pa pomeni zelo veliko težavo za samo financiranje uvoza. Zdaj, imamo, tole sem že razložil, tako da bom šel na ključno vprašanje, ki je danes te dni v zraku, ali lahko Kitajska reši rusko ekonomijo. Recimo, da zdajle vstopi Kitajska in odkupi ruske obveznice za 177 milijonov dolarjev, Rusi dobijo 177 milijonov dolarjev in poravnajo svoje obveznosti za zapadle kupone od današnjega dne in Rusija ni v defaultu prvič po bolševiški revoluciji. Ne, to se ne more zgoditi. Zaradi tega, ker ni nobenega razloga, da bi Kitajci verjeli, da dajo danes lahko svoje dolarje za ruske obveznice in kasneje prejmejo nazaj dolarje. Z tega, ker Rusom dolarjev zmanjkuje. Drugič, Kitajci dolarskih rezerv ne bojo kurili na Rusiji, ne bojo pa istočasno kupovali rubeljske obveznice. Zakaj? Ker vrednost rubla vse bolj pada. Zakaj bi torej oni v svojem portfelju imeli sredstva, ki bojo nič vredna čez nekaj časa? Potem imamo zlato, 130 milijard. Ali lahko ruska centralna banka proda teh 130 milijard, pa dobi za to dolarje? Spet, nihče noče kupovati tega ruskega zlata in na drugi strani tudi Kitajci ne bojo zamenjali svoje dolarje za rusko zlato, zato ker oni pozicijo že imajo vzpostavljeno v zlatu in v dolarjih. In ker so Kitajci eni večjih kupcev ameriških obveznic, oni potrebujejo dolarje za ameriške obveznice. Te pa so kvalitetno rangiranje in omogočajo tudi dnevno likvidnost kitajskega bančnega sistema. Se pravi, ta zadeva ni ravno verjetna. Potem pa SWIFT, veste, da imajo Kitajci pa Rusi imajo svoj kobajagi SWIFT, ki bi ga lahko uporabili. In bi to omogočalo Rusom, da zelo enostavno, hitro in poceni zaobidejo izrezanje iz SWIFT sistema. Problem je, ker CIPS, ta njihov sistem, temelji na SWIFT-u. Torej, zgodba se več ali manj končuje za rusko ekonomijo na tak način. Te sankcije so resnično zelo močne in Rusi so enostavno zadevo podcenili, hkrati pa so dobili občutek, da bo njihove težave reševala Kitajska, ki pa nima absolutno nobenega interesa, da podira svojo finančno stabilnost, makroekonomsko, bančno, zato da omogoča Rusom financiranje te njihove popolnoma destabilizirane ekonomije. Naj povem še to, da v zadnjem mesecu je bila v Rusiji izmerjena inflacija 20%,
kar je že cifra, ki velja za pošastno. Ok, jaz se vam upravičujem, malo dlje je šlo, kakor sem planiral, upam, da mi to ne vzamete za slabo. Vljudno vabljeni k razpravi in vprašanjem.